V 11. šoli pod mostom o mestu brez reklam. V Slovenskih Konjicah pripravili simbolično trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Orkester Harf se predstavi. Celjski nogometaši premagali ekipo Brava. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dijaki gimnazije Celje Center so zaključili letošnjo 11. šolo pod mostom. Gre za delavnice, ki so jih letos pripravili že 6. leto zapored, na njih pa vsakič izobražujejo mlade o pomenu prostora kot skupne vrednote. Tema letošnjih delavnic je bilo mesto brez reklam. V okviru meseca prostora so se pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor v zavodu Metro SR in ob sodelovanju dijakov umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije Celje Center lotili 6 delavnic imenovanih 11. šola pod mostom. Letošnja tema delavnice 11. šola pod mostom je bilo mesto brez reklam. Lotili smo se izziva oglaševanja v javnem prostoru mesta, kako ta problem vidijo pa začutijo mladi. Poleg tega pa tudi drugih vidikov oglaševanja, ki imajo vpliv na prostorski razvoj, kot so recimo papirnati letaki, ki tudi posredno povzroča neko ekološko pa prostorsko-okoljsko škodo. Z delavnicami spodbujajo mlade, bodoče uporabnike prostora, da se zavedajo pomena trajnostnega prostorskega razvoja. Dijaki so vsako leto zelo dovzetni do vseh tem, zaradi tega, ker so to mlade, radovedne generacije, ki vstopajo v prostor neobremenjene, vidijo stvari drugače kot starejši. Presenetilo me je ta fotografska delavnica v prvem delu, kjer so evidentirale dijakinje primere slabe prakse oglaševanja. Med temi evidencami je bilo tudi nekaj primerov, ki jih sicer v urbanističnem smislu smatramo kot dobre. V nadaljevanju delavnic pa so se posvetili predvsem manj vidnemu vplivu oglaševanja na prostor, papirnatim letakom in reklamam. Dekleta so izračunala, da 83% reklamnih letakov prejmemo na domače naslove. 1000 dijakov celotne šole se v enem dnevu sreča 400 letaki in od teh 1000 se na podlagi teh letakov zgolj 19 dijakov dejansko odloči za nakup. V zadnjem delu delavnic pa so na problematiko opozorili tudi s transformacijo plakatov in letakov. Ja, najprej smo same doma zbirale reklamne letake in smo v bistvu naredile potem mesečni seštevek. Potem pa smo se odločile za te humanoidne lutke, jih naredile iz ohišje je bilo iz teh žic in potem smo okrog oblepile z selotejpom oziroma tem lepilnim trakom. Potem pa smo gor prilepile reklame, da smo v bistvu pokazale, da humanoidne lutke so bile zaradi tega, da pokažemo, da je človek največji porabnik teh letakov in da s tem uničujemo naravo, ne? In potem smo jih izobesile po hodniku, da smo s tem pokazali na nekem vidnem mestu v šoli, kako te reklame v bistvu onesnažujejo okolje in zavzemajo nek prostor. Kot je poudaril ravnatelj gimnazije Celje Center Gregor Deleja, je ekološka zavest med mlado generacijo na zelo visoki stopnji, na bistveno višji, kot si predstavljamo starejši. Je pa njihov razmislek na temo, kako se lotiti ekoloških vprašanj, sploh tistih vezanih na trajnostni razvoj in pa na okoljsko ozaveščenost, zelo zanimiv, zaradi tega, ker ta ideja za samo zbiranje letakov in plakatov, ki prihajajo v naše gospodinstvo, je bila njihova. Vzporedno pa na šoli poteka veliko projektov, ki se tudi na to vežejo. Ne vemo tega, da lahko to odlagajo v kleti šole, da potem to dajemo v reciklažo, da so recimo sami zagnali izmenjevalnico oblačil, da sami delajo monitoring porabljene vode in na ta način se mi zdi, da smo recimo posledično začeli tudi mi učitelji drugače se lotevati teh vprašanj, pa naj si bo to eno vprašanje fotokopiranja, pa ne samo skozi digitalizacijo, ampak tudi sicer. In tukaj bistveno preveč manjka medgeneracijski dialog, ker bi se najbrž mi lahko zdajle v tem točki, sploh se mi zdi generacija 40+, naučile več od teh mladih, kot pa lahko mi naučimo njih. Je pa neka naša izkušnja, kaj se da in kaj se ne da v kontekstu zaveščanja, izvedbenega, tista, ki pa lahko njim pomaga pri uresničevanju recimo njihovih idej. Mestna občina Celje je prejela priznanje za najaktivnejšo mestno občino v Evropskem tednu mobilnosti 2021. Priznanje je Celju v kategoriji mestnih občin podelilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Kot je na priznanju zapisal minister Jernej Vrtovec, je občina z aktivnim sodelovanjem v okviru pobude Evropski teden mobilnosti in številnimi dosežki pri sprejemanju trajnih ukrepov ter ozaveščanju pomembno prispevala k uresničevanju skupne vizije za bolj zdrave in zadovoljne skupnosti. V organizacijo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj z Zavodom Vozim vložili veliko truda, znanja in energije. Na delu zaprte Prešernove ulice smo pripravili 2 parkirna dneva. Združili smo moči in na glas pozvali k spremembi potovalnih navad. Občane smo spodbujali, naj namesto avtomobila za svoje poti v službo, šolo ali v trgovino raje izberejo katerega izmed bolj trajnostnih načinov mobilnosti. Delali smo zagnano in srcem, kar je prepoznala tudi komisija na ministrstvu. Področje trajnostne mobilnosti bomo še naprej vlagali veliko dela. Kmalu zaključujemo izgradnjo 30 km novih kolesarskih poti, naš javni sistem izposoje koles kolesce pa ima že preko 10 000 uporabnikov. V Slovenskih Konjicah so včeraj pripravili trgatev potomke najstarejše trte na svetu z Mariborskega Lenta. V Konjicah imajo sicer kar 2, eno na vinogradniškem območju Škavc, drugo pri Žički Kartuziji. Slednja letos ni obrodila, pri prvi pa so grozde že pred trgatvijo pojedli mimoidoči. V Slovenskih Konjicah imajo kar 2 trti, ki sta potomki modre kavčine z Mariborskega Lenta. Škavčanka od leta 2001 raste na območju vinogradov Zlatega griča v Škavcah, kartuzijanko pa so v Konjicah od mestne občine Maribor prejeli leta 2008 in zdaj raste ob Žički Kartuziji. Imamo 2 skrbnika, ki skrbita za to, da je to tako, kot mora biti. Letošnje leto je bolj slabo, torej je bilo malo bolj pridelka, ampak kakorkoli smo na to ponosni. Drugače pa to, Konjice so tudi mesto vina. Imamo prelepe, čudovite Škavce, imamo veliko dobrih vinogradnikov v občini in smo na njih ponosni. Konjičani pijemo dobro vino in tako bo tudi naprej. Torej tudi skrb lokalne skupnosti je, da to dejavnost podpiramo, razvijamo in jo čim bolj tudi umeščamo v neko turistično ponudbo naše občine. Za trgatev so v Konjicah izbrali enega lepših dni te jeseni, a je bila tokratna bolj namenjena druženju kot dejanskemu trganju grozdja. Škavčanka je namreč do trgatve že ostala brez grozdov. Je bila izpostavljena kot vse ostale trte vremenskim prilikam, torej najprej spomladi je pač jo delno prizadela spomladanska pozeba. Nekje okrog 1/3 pridelka je takrat pozeblo. V preostalem delu leta pa je trta pač rasla vremenskim razmeram primerno. V bistvu je ostalo nekaj grozdja, ampak tudi dozorelo. Ampak imamo zveste obiskovalce, tako da so nam delo naprej spravili, pa so pobrali pred nami. Na Kartuzijanki pa letos grozdov sploh ni bilo. Sicer ni nakazovalo nekega posebnega, da bo tako drugačno, kot je bilo, ampak kot smo že prej tukaj iz druženja zvedli, da pač smo računali, da bo malo drugače, pa se trte na Konjiškem, ne vem, kako je bilo drugod po Sloveniji, so se odzvale pač tako, da so malo manj rodile. Konkretno v Žički Kartuziji, tam, kjer sem jaz skrbnik, letos nimamo niti enega grozda, ni bilo niti nastavka in nič. Ampak seveda trto smo vsak teden obiskovali, ker sva soprogo, pač jaz skrbim za njo in seveda je tu dobro, če je ženska zraven, ker je trta je le najlepša roža, in je dobro, če je tudi ženska roka kdaj poboža. In namreč jo moraš eno tako obiskovati, tudi če ni plodov, namreč potrebno je škropiti. Namreč marsikdo misli, da je to hibrid, pa ni, lahko je včasih, načeloma pa je to žlahtna trta in žlahtno trto je treba škropiti, drugače zaradi bolezni propade. Vinogradništvo je sicer v Konjicah ena izmed pomembnih gospodarskih panog. Tudi v lokalnem vinogradniško-vinarskem društvu, ki letos praznuje 30-letnico delovanja, veliko pozornosti vlagajo v izobraževanje pridelovalcev in v razvoj te panoge. Vsa leta zelo dobro sodelujemo, tako na strokovnem, kakor tudi na medsebojnem, družabnem področju, pri promocijah.
Moramo reči, da to delo, ki ga upravljamo, je delo, ki pač je volontersko in se z njim ukvarjamo. Res moram poudariti, da se nekje vinogradi pri nas krčijo, zlasti mali vinogradniki, ampak vedno še trdim, da ni velikih vinogradnikov brez malih vinogradnikov. Nekako večji vinogradniki odkupujejo od malih, žal pa zdaj te mali opuščajo zaradi ekonomike, ni več toliko ljubezni do teh strmin. In dejansko je tudi, so ti pridelki nekoliko manjši, kot so jih pričakovali, zato večji vinogradniki tudi počasno ne bojo imeli odkot odkupovati, če ne bo teh manjših vinogradnikov. Potomke najstarejše trte na svetu rastejo tudi po drugih vinogradih v občini. Skupaj so v dobrih letih z njih pobrali tudi do 260 grozdov. Lahko pravzaprav vsak Slovenc, če ima seveda malo sreče, pride v Maribor na dogodek, kadar je res potomke na Lentu in takrat pripravijo tudi uradno cepiče z deklaracijo in se da kupiti in pač posaditi doma in potem skrbeti za njo kot za vsako drugo trto. Ampak vseeno se tudi te trte smatrajo kot prave potomke, če ravno ni tiste uradne listine od mestne občine Maribor. No in te trte na Konjiškem uspevajo, rojevajo in društvo, kot sem omenil, je sklenilo, da bi pridelek združili in ga potem pri enem od naših vinogradnikov skletarili in ustekleničili in imeli kot določeno protokolarno darilo. Dogodka so se udeležili tudi člani Evropskega reda vitezov vina. V ponedeljek smo v Celjskem narodnem domu doživeli prav poseben in redek koncert. Solisti in gosti so pod vodstvom Matjaža Brežnika nastopili mladi harfisti, ki tvorijo orkester harf na glasbeni šoli Celje. Lahko bi rekli, da je bil to prav poseben koncert, kakršnega nimamo priliko doživeti prav pogosto, saj so orkestri harf redki tudi v svetovnem merilu. In na celjski glasbeni šoli ga imajo od šolskega leta 2017-2018, saj mladih, ki se na tej šoli glasbeno izobražujejo na tem inštrumentu, tako na osnovni kot tudi srednji stopnji, ne primanjkuje. Dirigent orkestra harf je glasbeni pedagog Matjaž Brežnik, ki nam je o tej, lahko bi rekli, kar posebnosti povedal. Kakor sem jaz zasledil, je res teh orkestrov izjemno malo, tudi v svetovnem merilu. Jaz mislim pa, da predvsem tudi zaradi samih logističnih problemov, ker toliko harf spraviti na en kup je predvsem zelo velik organizacijski zalogaj. Umetniška vodja orkestra harf na celjski glasbeni šoli pa je profesorica Erika Frantar, prav tako glasbena pedagoginja. Ja, se pravi, v orkestru je 19 harf, od tega 13 pedalnih harf in pa ostalo so keltske harfe. Vse je v bistvu, to igrajo učenci in pa dijaki glasbene šole Celje in pa umetniške gimnazije Celje. Pa pomagava še jaz in pa moja sodelavka Veronika Podjavršek. Prijetni in nežni zvoki harf so prevzeli občinstvo, ki je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov v celoti napolnilo Celjski narodni dom. In res je slediti takšni glasbi, ki ima izrazito nežen zven, nekaj posebnega, sproščujočega in tudi navdušujočega. Mislim, da je harfa že kot sama po sebi je toliko poseben inštrument in tudi na vse zadnje ni toliko znana oziroma je malo še prikrajšana v Sloveniji po poznanstvu. Tako da že ena harfa, da jo vidiš, je pač zelo lepo. Tole, ki je pa potem cel orkester harf, je pa dejansko nekaj posebenega. No? In tudi že sam videz je praktično zelo veličasten. Da je glasbeno doživetje ob spremljanju koncerta harf resnično nekaj posebnega, nam je potrdil tudi ravnatelj glasbene šole. Ja, danes se nam obeta res en lep koncertni večer. Bom rekel edini, sigurno pa je zelo, zelo redkih v Sloveniji. Zato gre pa res zasluga našim mentorjem, ki so pripravili orkester in seveda tudi naši solisti se nam bodo predstavili in pa zraven bo sodelovala tudi naša vokalna skupina MBH, tako da se nam obeta res nekaj neprecenljivega. Več o dogodku pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. S
tekmo med Celjem in Bravom se je v ponedeljek zaključil 13. krog nogometnega državnega prvenstva. Celjani so slavili z 1-0 in tako prekinili niz 4 zaporednih tekem brez zmage. To je bila tudi prva zmaga Grofov pod taktirko trenerja Simona Sešljarja. Že v prvi minuti bi Celjani lahko povedli, a Božič ni izkoristil darila gostujoče obrambe. V nadaljevanju smo videli nekaj priložnosti na obeh straneh, gostitelji pa so svojo terensko premoč v drugem polčasu kronali v 81. minuti, ko je po kotu Božiča Josipovič obranil strel Medveda, odbito žogo pa je v mrežo svojega nekdanjega kluba pospravil Žan Zaletel. Nisem imel težkega dela, mislim, da je več posla opravil Božič, najprej s Predloškom, pa Jakobsen strelom, jaz sem pa sam porinil žogo v prazno mrežo. Celjani so vratarja Brava premagali prvič po 450 minutah brez gola. Zmaga proti največjemu hitu dosedanjega dela sezone je bila prva za novega celjskega trenerja Simona Sešljarja. Čestitke predvsem fantom za fanatično borbenost, željo, ki so jo pokazali skozi celo pauzo, 14 dni na treningih, to so dali danes na tekmi, nogometnih je nagradil, zaslužijo si res vse čestitke za današnjo predstavo. Seveda smo veseli te zmage, mislim, da smo odigrali dobro tekmo, mogoče smo se na trenutke res malo lovili, ampak najpomembneje nismo prejeli zadetka, na koncu smo zadeli, hvala Bogu, da lahko v ekipi pomagam tudi z mojim zadetkom in mislim, da na tej tekmi moramo graditi naprej. Celjani so na prvih 2 tekmah pod taktirko Sešljarja iztržili 2 remija. Zmaga je bila tokrat skorajda nuja, zato tudi nekoliko bolj nervozna igra Celjanov v prvem polčasu. Ja, res je, čutila se je nervoza, predvsem prvi polčas po nekih žogah, ki smo jih odvzeli dobro, pa potem nismo s kvalitetnim pasom prišli do priložnosti in tam se je res videlo, da je ekipa v nekem krču, da nekaj manjka, ampak s to borbo, z agresijo, skozi celo tekmo smo potem prišli do situacije, ki nas je nagradila. Ja, verjamem, da bo lažje psihološko, fantje pa se morajo zavedati, na kak način so prišli do zmage in to je edina pot. Celjani so se z zmago nekoliko oddaljili od moštev na dnu prvenstvene lestvice in se s 15 točkami nekoliko približali moštvom, ki so trenutno v zgornjem delu prvenstvene razpredelnice. Pomembna tekma za fante, za psihološko naravnanost cele ekipe, ker mislim, da so se zavedali že, da so na pravi poti, da dobro delajo. V prvih 2 tekmah je nekaj malega zmanjkalo, čeprav niti tam ni bilo slabo. Tele 14 dni se je pa dejansko, tako sem rekel, videl vsak trening, da je fokus pravi, da je želja res maksimalno oddelati vsak trening na polno in tako sem rekel, na tekmi se je videlo odraz dela zadnjih v bistvu od začetka, ko sem prišel, ampak teh zadnjih 14 dni v pauzi pa še ekstremno mogoče. V naslednjem krogu bodo Celjani v soboto gostovali pri Aluminiju. Sigurno nam je to nek zagon za naprej, mislim, da smo si tudi povrnili cela ekipa samozavest, ker smo jo toliko potrebovali, tako da mislim, da moramo na tej tekmi graditi naprej. Srečanje v Kidričevem se bo v soboto začelo ob 17. uri. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. V noči na petek bodo padavine in posamezne nevihte zajele vso Slovenijo. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.